lepo pozdravljeni. Danes je imela koalicija v nenadni presenetljivi enotnosti tiskovno konferenco o referendumu o novem zakonu RTV Slovenije. No, naj na začetku pripomnim, da jih že toliko časa nismo videli tako enotne, da sem pravzaprav čisto v supu. In če je ta referendum naredil kaj dobrega v krščanskem smislu, je pa prepirljivce končno združil, tako da bomo morda poslušali kaj skupnega, kaj pozitivnega, kaj takšnega, kar doprinaša slovenski državi in ne samo to, da leto in 3/4 ta koalicija razpada, vsake 14 dni je nov prepir in to ne pelje nikamor. Celo opozicije, moram reči, neprijetno težko v taki situaciji. Saj nam se zadnje ne vemo, čemu ćemo ugovarjati, kajti koalicija sama nas prehiteva vsake 14 dni in si itak sama sebi izpodbija svoje prejšnje sklepe in si ugovarja. No, toliko za začetek, ta enotnost me veseli in da nakratko ponovimo. Šlo naj bi za zbor argumentov, zakaj je zakon o RTV Slovenije nujno potreben. Se strinjam. Tukaj bo odgovor, zakaj je referendum o zakonu o RTV nujno potreben. Prvič, zato, ker je to največji javni zavod, kar sem že povedal. Drugič, ker je to največji kulturni zavod, kar jih imamo v Sloveniji. Tretjič, zato, ker zanj plačujemo desetletja vsi, ki imamo elektriko, razen tisti, ki imajo petrolejke. In je to najbolj nenavaden zavod in najbolj nenavadna kulturna ustanova, kar jih imamo. Je zares nacionalnega pomena, izjemnega pomena. Vsakršna sprememba zakona o tej instituciji je izjemnega nacionalnega pomena. Če se ne da v državnem zboru poenotiti s amandmaji, s razpravami, 3 razpravami in še z razpravo v odboru za kulturo o tem, kaj bi bilo res potrebno vpeljati v zakon, potem nam preostane samo še referendum. To je naša moralna, politična obveza, ki smo jo dali kot poslanci tej družbi, da bomo ravnali tako, kakor se nam zdi po svoji vesti in prepričanju prav. Zato je ta referendum potreben in strinjam se, da je novi zakon RTV tako potreben, da potrebuje referendum. In sedaj k stvari. Nekoliko se bom obregnil o zadevah, ki so jih pač izrekli na tej tiskovni konferenci. Bil je tam sam predsednik, ministrica za policijo, minister za visoko šolstvo in energetiko in gospa ministrica za kulturo. Od tistih stvarnih zadev, ki naj bi jih slišali in bi utemeljili, zakaj je zakon nujno potreben, smo dobili same fraze. In naj vam povem, da to ni odgovor z novo frazo, kajti lahko vam kakšno preberem. Trenutno program ni dovolj kakovosten, da bi bil deležen prejšnji zakonski ureditev. Nujno potreben je nov zakon za razvoj, bolj odgovorno in transparentno delovanje in tako naprej in tako naprej. Sooča se bo delovanje zavoda, se bo soočala z avtonomnimi odločitvami, vlada vlaga v razvoj s tem zakonom. Prosim, nič konkretnega nismo slišali. Gospa ministrica ne zna o zakonu povedati nič konkretnega. Zakaj je bil sprejet? Zakaj je bil 2-krat sprejet, oziroma prvič ga je sama umaknila, zakaj je drugi predlog ponovno na mizi in je popoln prepis z drugimi besedami prvega predloga? Preprosto. Gre za to, da postane gospodarska družba. Vsaj del njega. In da se vpelje hkrati notri tiste elemente avtonomnega novinarstva, ki bo to avtonomijo dokončno uničilo. Se pravi, da gre za dvojno polaščenje. Prvič, gre za politično polaščenje, kar seveda novinarji veste, da vsaka vlada si želi takšno nacionalno televizijo, ki bi jo močno hvalila,
opozicija podrajala in potem, ko se to zamena, si želi nova vlada isto. To je najbolj preprosto povedano. Se pravi, da je vsaka vlada takšna, da bi rada imela zakon RTV, ki bi bil pisan na njeno kožo. Moram reči, da je bil predlog zakona, oziroma to, da se bo upeljal nov zakon v RTV, koalicijska zaveza. Politična koalicijska zaveza. In ker je takšna, je to politika. Eden izmed razpravljavcev tam je namreč rekel, da to ni političen zakon. To je politična zaveza in gre za politično polaščanje nečesa, kar se je zdelo, da pripada prejšnji vladi. Medtem so itak zamenjali vse ključne ljudi, se pravi, da je polastitev že stekla, ampak gre še za eno polastitev, katero se prejšnjem mandatu vlada niti v sanjah ni predstavljala, da je možno. To je kapitalska, gospodarska polastitev. In to je bistvo zakona. RTV zavod, javni zavod, bo postal hkrati tudi gospodarska družba, čeprav tako posebna, da se je reče sui generis, se pravi svoje vrste, to se pravi, da ni ne volk, ne lisica, ampak ena žival tam nekje vmes, ali pa da je amfibija, ki zna plavati in hoditi po suhem hkrati, če se malce humoren, ampak v resnici gre za to, da bo tisti del, ki je gospodarski, pač delal po zakonih, ki so pisani za gospodarstvo, ostalo pa po tistih zakonih, ki bodo ostali. To je zaenkrat v naši zakonodaji neprimerno oziroma neeksistentno oziroma popravilno nemogoče. Kajti, če se sklicuje na BBC in na vse ostale stvari, vse ostale velike televizijske hiše nacionalne in državne v drugih državah, moramo povedati, da je tam vsa ostala zakonodaja povsem drugačna od naše. Njihovi gospodarski zakoni zagotavljajo takšne družbe njihovim televizijam, tudi če so gospodarstve ali pa so blizu gospodarstvu, ki onemogočajo polaščanje, privatizacijo, tajkunizacijo ali politizacijo po meri. Torej, dobili smo zakon, ki nima podzakonskih aktov v vseh drugih zakonih in je pravilno nesposoben. In zdaj nekoliko k temu, kaj so še povedali. Povedal sem, da gospa ministrica Majda Širca govori v bistvu same fraze, tako da nekako ne morem odgovoriti na nič takega, kar je povedala, ker se z vsem strinjam. Novinarstvo bi morali biti bolj avtonomno, programi bi morali biti bolj kakovostni, poslovanje bi moralo biti bolj transparentno. Pa vse je lahko. Vse, če hoče, je lahko. Tako. Borut Pahor je povedal, da si vsi želimo ustanovo, ki bi bila kot BBC. S tem se pa popolnoma strinjam. Najbolje, da bi stalo v slovenski Silicijevi dolini. Tam bi bila šele pravi BBC. Ampak veste, BBC ima nekaj desetletij svoje funkcije, ki se je tudi razvila v popolnoma drugačni družbeni sferi, drugačni zakonodaji, drugačni demokraciji in drugačnem samozavedanju novinarske avtonomije. Zato je ta primerjava seveda zelo lepa, tako rekoč silicijevska, ampak nekako bo to težje izvesti. Gospa Katarina Kresal, ki se na to izvrstno spozna, se je skazala, pravi, da je to edini zakon, ki je primeren za sprejetje, oziroma zakon, ki je edini primeren za sprejetje. Zakon je torej unikum, kajti drugačnega ne moremo sprejeti. To je res sui generis in to je zdaj dokaz. To je unikum. Hkrati pa prinaša depolitizacijo in boljše vodenje hiše. In kakor nadaljuje gospa Kresalova, ni moč napisati zakona, ki bi lahko predpisal neodvisno delovanje. Se vam zdi, da je tukaj notri kakšna tautologija? Torej, ta zakon bo prinesel depolitizacijo, hkrati pa ni zakona, ki bi to prinesel. Kajti novinarji morajo biti depolitizirani sami od sebe. To je povedala že tako v drugem stavku, se pravi, to je tautologija sui generis. Pravi, da ga je pripravila 20 strokovnjakov. Se jih lahko tudi 200 pripravi zakon, ki ne bo deloval, če pa podzakonodaje
ni za to. In če kaj takega še nismo imeli. In če je gospodarska družba take vrste, ki pač ne more živeti, ker ni ne tič, ne miš, je Bukova železa in še vam lahko naštevam. To se pravi, da tole ne bo ravno tisto, kar bo preprečevalo tudi komercializacijo programov, kako je rekla gospa ministrica za policijo. Nova statusna oblika namreč daje večjo odgovornost vodji zavoda. Sicer jih je 5, ampak dobro. 5 vodjem daje večjo moč, to bodo vodje, ki bodo vodili, se pravi, da bodo odločili o gospodarskem delu, odločili bodo o denarju, odločili bodo o profitu, kar se mora zgoditi, odločali bodo o donosu in seveda s tem bodo, ko bodo odločali o denarju, bodo preprečevali komercializacijo programov. Ja, to se pravi, da bodo delali same nekomercialne programe. Tiste, ki ne bo prinašala nič denarja in so nastavljeni za to, tam kot dobri gospodari, ta zavod, ki bo gospodarska družba, ja ne bo nič zaslužil. Izjemno. Izjemno. Gospod Golobič je pa rekel, da je to nepolitičen zakon, seveda, in ni nastal zaradi interesa političnih strank. Prosim, na kakšni interes je pa nastal? Kdo ga je pa predlagal v državni zbor? So ga nepolitične stranke? Ali ga je koalicija? Ali ni bila zaveza koalicije že pred volitvami? Oziroma, mest ni. To je najbolj političen seg zakonov, kar smo jih kdaj sprejeli. No, mnogo mehanizmov njem, pravi, zmanjšuje vpliv politike v programih javnega radia, televizije, o tem najbrž že ve, kaj mene zanima, kje in kako in kje to zdaj omogoča. Morda tisti 29 članski svet, ki je zdaj pol manjši, težko. In reče na koncu tisto, s čemer bom jaz končal, in to, da bo treba sprejeti zakon, ki bo onemogočil zlorabo referenduma strani političnih strank. Torej, je ta nepolitičen zakon, ki ga je sprejela politika sui generis, 5 političnih strank, tako rekoč, in je zdaj dobil referendum, to zloraba politike, zloraba referenduma, zloraba demokracije. Kako? To je popolna tautologija. Zloraba politike je tisti hip, ko govorijo politiki, da so napisali nepolitičen zakon in da je referendum nanj politična zloraba nepolitičnega zakona politike. Hvala lepa. Koliko mislite, da je te naročnine, ki se bo prelivalo v gospodarsko družbo? In zakaj ne bo to hkrati gospodarska družba in javni zavod? Skoraj 90 milijonov evrov na leto. Za te denarje gre. Za te denarje se pa splača narediti vse. Kakor vem, bi Desus ostal z 35 milijonov, kar v koaliciji oziroma bi glasoval za proračun. Ali veste, zakaj gre? Toliko. In še nekaj. Zloraba referenduma, kar je politična izjava neverjetnih temnih razsežnosti. Ali to pomeni, da je bil prejšnji referendum o RTV zlorabljen? Ne. In ali to pomeni, da delamo ta referendum zato, ker je bil prejšnji zakon sprejet z referendumom? Ne. Kajti, če bi bil ta zakon dober, če bi upoštevali vse amandmaje, ki smo jih predlagali v državnem zboru, in če bi ostal javni zavod, tudi slučajno ne bi predlagali referendum.